In kako se vi spominjate prihoda okupatorjev, to so bili Italijani? Prvi so bili Italijani, ja. Ja. Kot otrok, ne. Se spominjam, da so prišli. Prišli so pa dol, točno še zdaj vidim, ko je pumpa, od tam dol so prišli gor. Potem so zasedli tam Semič, bili so tam ko je telovadnica, dol tisti dom, potem v tem prosvetnem domu so bili, ne, v šoli so bili. Mi pa vodni šole, ne, nismo imeli več kaj tam iskati. V glavnem, bili so pa tudi tam, ko sem jaz bila, ne, pri mojemu staremu očetu, on je imel prej včasih gostilno. In tam so bili taki prostori, da so imeli oficirsko kuhinjo in menzo. Oni so ožičili Semič. Kaj so? Ožičili so ga. Kako je to izgledalo? Ja, žica je bila okrog in krog, ne, potem smo imeli pa, naprimer, če smo hoteli iti na polje, smo mogli imeti prmešo, veste kaj je? Ne. Dovolilnica, da smo šli lahko ven pa noter, nismo mogli brez tistega nikamor. Sam jaz jo nisem imela, ker sem bila še otrok. Za mene so drugi odgovarjali, ne. No, pol pa spet, ko se je šlo proti Iskri, zdaj ko je Iskra, ne, proti Vrtači, tam tudi je bilo zaprto, ne. Tako in pa tlele pred postaji isto. Vse te glavne ceste so bile zaprte in je bilo treba vse posod dovolilnico, da smo lahko ven prišli, ne. No, mi smo našli tudi skico, partizansko skico ožičenega Semiča, če bi Irena pokazala. Zdaj, kje je zdaj ta žica šla? Koliko se jo jaz spominjam, je šla dol tam, ko je zdaj pumpa. Tam smo šli lahko ven. Kje je to? Tu? Ja, ko smo šli na polje, ne. Zdaj se nahajamo v samem centru Semiča, ki je bil znotraj žice med okupiranim Semičem. In pred spomenikom nekov morišče, nebodeče žice nam niso upognile hrbtenice. Ljudstvu zvesti, domovini vdani, po svobodi šli smo v smrt zravnani. Tukaj imamo pa skico, kje točno se je nahajala v tem delu Semiča žica. In sicer smo sedaj tukaj, pred novim kulturnim domom, ki je bil seveda zgrajen veliko pozneje. Tu, kjer je pa parkirišče nasproti kulturnega doma, zdajšnjega centra, pa je stal stari prosvetni dom, v katerem so tudi imeli partizani oziroma Italijani med okupacijo, še prej pred partizani svojo postojanko. In seveda so žico postavili za to stavbo. To pomeni, da je šla žica nekje pri tej, ko stoji tale bela hiša, ki je takrat še ni bilo, in ta rumena. Nekje na tem področju je šla žica proti gor, proti naslednji cesti, ki je povezovala, ki je bila vpadnica v Semič, in seveda proti spodnjemu delu Semiča, kjer je spet se bližala vpadnici iz smeri Gradaca. Vsi pomembni objekti v Semiču so bili v žici. Cerkev, šola, vse trgovine, pomembne še večje gostilne, stari dom partizan, takrat imenovan Sokolski dom. In vse posod tukaj so bili tudi Italijani, imeli svoje postojanke. No, zdaj smo pa na drugem koncu Semiča, čeprav še vedno v centru Semiča, in sicer smo pri vpadnici, ki pride iz Jugorja v Semič. Na tem delu je tudi bila seveda žica, tako da šola, ki je v tej smeri, ki je tukaj in je takrat že stala, je bila v žici. In tudi, kot kaže skica, bi morala biti tudi tale stavba še v žici. Tako da tle nekje je potekala žica, kjer so imeli Italijani noter središče. No, in v hiši tukaj zadaj za nami, v tej hiši pa je bila spodaj gostilna, in v tej gostilni so italijanski oficirji imeli svojo jedilnico. Ostali vojaki pa so imeli svoje prostore v šoli. To tudi pomeni, da so vsi objekti pomembni v Semiču bili obdani za žico. In seveda v vseh večjih objektih bili nastanjeni okupatorski vojaki. Se pravi, kje je zdaj šola? Tole je pa šola, ta stavba. In takrat je šola že bila in učenci so na račun tega, da so bili v njih nastanjeni Italijani, morali ven s svojimi šolskimi urami po hišah
v okolici Semiča ali v Semiču. In kje je ta šola na zemljevidu tu? Ta skici? šola pa se nahaja tukaj, se pravi tudi znotraj okupiranega Semiča. Se pravi, to je šola. Tako. Ta večja stavba je šola in tukaj je bil pa Sokolski dom, je pa tudi stal že znotraj žice. In tudi v njemu so imeli prostore Italijani. To je pa križišče, kjer smo bili prej. Tako, tukaj pa je križišče, kjer smo bili prej, kjer je križišče z Vapčo vasjo oziroma je bila ta vpadnica proti Črnomlju takrat. In potem, če nadaljujemo po tej cesti dol, tukaj pa je bila še tretja vpadnica iz smeri Metlike, kjer je bila pa tudi, kot je označeno tukaj na skici, tudi žica. Danes pa je tam blizu med nekje pri gostilni Pezdirc, pri parkirišču gostilne Pezdirc in današnjo Petrolovo črpalko. Se nahajamo pred samo osnovno šolo Semič, ki je že v času vojne stala. To je ta zgradba, tukaj zadaj. Nasproti nas pa vodi cesta v Črnomelj, ki je v tistem času tudi še ni bilo, saj je bila zgrajena v koncem 70-ih let. Levo dol pa je cesta proti Metliki, ki pa je tudi že takrat bila in je bila ena od pomembnih vpadnic, na kateri seveda so imeli tudi italijanski vojaki svojo žico in tudi vrata, čez katera so lahko prehajali domačini, da so obavili svoje dolžnosti v Semiču ali pa otroci v šolo hodili. No, gremo še do te točke. Se nahajamo ob cesti, ki vodi iz Metlike v center Semiča in tudi na tem delu je bila ena od vpadnic oziroma ograja, rampa, kjer so italijanski vojaki dovoljevali vstop v ožičeni Semič. Ena vpadnica je bila iz Metlike. Tako, ena je bila iz Metlike, ena je bila iz smeri Jugorja, ena je bila iz smeri Črnomlja in potem še ena, ki pa je od zgore iz železniške postaje prihajala. Od cerkve pri tej rumeni hiši pa je potekala izpod nje žica, ampak ob njej je bil pa tudi italijanski bunker. Žal danes ni več nobenih ostankov tega bunkerja, vse so zadnje ostaline nekje dobrih, točno ne znam povedati, ampak verjetno več kot 20 let je, kar so odstranili zadnje še dokazne kamenje, ki je ostalo. Se pravi, to je tista rumena hiša, ta mala, iza tega droga. Tako, to je ta rumena hiša oziroma na njenem vrtu, na spodnjem delu njenega vrta. Ker je žica potekala okrog Semiča tam nekje. Po južnem delu tega vrta in pa med ostalimi hišami.